Oder festivalne dvorane je obiskala eksplozivna tango skupina, ki z ognjevito in sentimentalno interpretacijo poskrbi za vedno znova senzualne koncerte in performanse. Marko Hatlak je prvi utiral pot izvajanju tanga v slovenskem prostoru. Leta 2004 pa je nastala skupina Marko Hatlak in Fantango. In kaj je tisto, kar pripeljejo na oder? Vsi smo klasično izobraženi glasbeniki, tako da probam zdaj tudi v zadnjih letih več klasike vpeljati v naš bolj pretežno tango program. Skladbe so tudi avtorske v zadnjem času, tako da probamo res eno širino doseči, da ni to zgolj tango. Tango je bolj ostalo v imenu, ampak mogoče tango bolj kot pristop strastno in brezkompromisno v tem smislu. Od kje izvira njegovo navdušenje nad tangom? To težko vprašanje. Je pa res, da že v osnovnem šolanju, ko mi je dal učitelj prvi tango zaigrati, se mi je zdelo nekaj takega temperamentnega, zelo globokega. Polkar raziskuješ tango glasbo, tudi lažje razumeš, kako so takrat v tistih časih, v začetku 20. stoletja, imigrirali, šli s trebuhom za kruhom na daljne kraje preko oceana in pogrešali svoje družine, svoje domove. In se mi zdi, da tudi v tistih pristaniščih, v tistem umazanem okolju, tistih nočnih klubov se je v bistvu začel formirati tango kot neko veliko domotožje in se mi zdi, da od tu izvira tudi ta strast. In se mi zdi, da taka ekstremna čustva dotaknejo vsakega. Nam kot glasbenikom je pa seveda v veliko čast, da lahko sploh izvajamo to glasbo. Sami smo iz čist drugega okolja, iz drugega konca, ampak mogoče je tudi naša naloga, da se uživljamo v stvari, ko igraš Mozarta, da probaš podoživljati Mozartov čas in prav tako Piazzolla, ki je razlog sploh nastanka vseh mojih tango projektov, ki je bil enormen skladatelj kot tudi izvajalec bandoneona. Tako da tango je ostal kot jedro, kot mogoče idejna osnova programa. Umetniki smo čustvenjaki, bom rekel. Tako da velikokrat sledimo srcu, sledimo tem, kar nam govori, oziroma z drugimi besedami igramo skladbe, ki so nam pri srcu, oziroma jih iščemo v tej maniri. Tako da je pa res, da z glasbo se včasih pove veliko več kot z besedami, tako da bi raje prepustil besede občinstvu pa kakšnim dobrim kritikom. Zanimalo nas je, kaj pričakuje zasedba od glasbenega večera. Ja, pričakovanja so, kako bi rekel, velika, ker smo imeli ravno 2 meseca nazaj tukaj en koncert in smo se imeli zelo fino, moram reči, da nam je dvorana zelo všeč, tako da se nadejamo, da bo nekaj obiskovalcev, da bomo lahko naredili dober koncert, ker seveda jasno interakcija s publiko je vedno, sploh v primeru naše glasbe, je pomemben element, ne? Tako da se nadejamo, da bo lep koncert. Koncertni večer in polnost prepletajočih se zvokov raznolike zasedbe se poslušalcu razodeva skozi vrhunsko temperamentno interpretacijo. V njih vzbuja čustva strasti, nežnosti, temačnih napevov in globoke naklonjenosti. In kaj pravijo poslušalci, kaj jih je pritegnilo, da so obiskali koncert? Pritegnilo mi je ime, harmonikaša in celotna zasedba. Mislim, da je krasen uvod v blejske večere in sem prepričana, da bom uživala. I was at Festival Bled again and I was at the Marcos concert. It was with violoncellists and it was extremely exciting thing to watch. It was very intense with emotion. I really enjoyed it. I think the performance was really high class. And I was very excited to see it in the program again. Yes. Večerni koncert festivala Bled z zasedbo Marka Hatlak in Fantango je poskrbel za večer koncertnega tanga. Slišali smo tudi celoten Vivaldijev koncert, sodobni tango slovenskega avtorja Uroša Rolka in avtorsko glasbo Marka Hatlaka. Za konec pa so pripravili presenečenje in zaigrali tango priredbo znanega slovenskega avtorja.